Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš, kaj imamo na sporedu? Včeraj pozno zvečer se je odvijalo priznanje države Palestine v Slovenskem državnem zboru s precejšnjimi zapleti, z rezultatom 52 za, nihče proti. V dvorani je bilo 53 poslancev, pravi opozicijske stranke so se odločile za obstrukcijo. Za obstrukcijo so se odločile trdeč, da je šlo za manever, za sejo, ki ni skladna s poslovnikom državnega zbora. Kako ste videli včerajšnje večerno dogajanje? Živijo, vsem lep pozdrav. Zlasti tebi. Hvala. Preden začnem med klic kot vprašanje, jaz se zasledil, kaj sta počela Eva Irgl in Logar? Nisem bil prav zelo pozoren. Tudi jaz ne, ampak domnevam, da sta šla ven, ne? Skupaj z SDS-om. Toliko o tem, ne? Da glasujete po svoji vesti in se ne podrejate stranki in da nista del istega projekta. Sem pa videl razpravo poslanca Kaloha, ki pa je tudi del tega trija. Ja, pa je tudi šel ven, ne? V tem primeru. A veš, da ti ne znam z gotovostjo zatrditi, ne? Ampak glede na število glasujočih bi sklepal, da imaš prav, ja. No, ampak v redu, vprašal si me to, kar si me pač vprašal, zgodila se je velika reč, namreč to, da je Slovenija tudi na parlamentarni ravni, se pravi na ravni najvišjega zakonodajalca priznala državo Palestino, dejansko je velika reč, ne? In kaj je storil šef opozicije, če računamo, da so pač njegovi podaniki, pač pioni, ki pač delajo tako, kot on reče, ne? Poskušal je spodbiti legitimnost tega dejanja. Se pravi, slovenska država v resnici ni priznala Palestine, in to bo pokazalo verjetno sodišče, če bomo šli na sodišče, in vrglo senco dvoma, da bi se to moralo, da bi se to smelo zgoditi, ne. To se je v resnici zgodilo potem, so bili pa ti manevri, ne. Moram reči, da me je stvar zelo presenetila, res zelo presenetila, in to zakaj? To, da se je oblast, da se je pač Golob in vlada na koncu odločila nehati mencati pa potegniti potezo, ki je pravzaprav zgodovinsko edina logična, edina smiselna in skladna za ustanovno listino Organizacije združenih narodov in pa z mednarodnimi dobrimi manirami, ne. Se pravi to, da je država zavlačevala in ni šla niti v prvo skupino, da je mencala, ne, naredila neko podobnost za reformo zdravstva in tako naprej. To me je čudilo. Ampak očitno se je potem postavila na to stran in rekla, naredimo to dejanje, ne. In zdaj pa, kar je pomembno, jaz natančno ne vem, mogoče ti veš, ampak če sem prav informiran, je slovensko javno mnenje tako v absolutni večini naklonjeno priznanju Palestine na podlagi kršenja temeljnih človekovih pravic do otrok, do žensk, do starcev, do skratka ljudi, ne. Jaz sem gledal javnomnenjske podatke za nazaj. Našel sem raziskavo, ki je bila v Delu objavljena, vendar je ta, ki sem jo našel, bila objavljena novembra lani. Ja. Takrat je bilo priznanju Palestine naklonjena slaba polovica vprašanih, četrtina je priznanju nasprotovala, četrtina pa ni bila opredeljena, ne? Vendar od novembra do danes so se stvari povezane z Bližnjim vzhodom radikalno spremenile in grozljivo poslabšale. Ja, mislim, jaz sem nekje prebral, žal ne morem citirati, da je to, je slovensko javno mnenje naklonjeno temu dejanju. Ja. Ja, to tako, orenka naklonjeno. Sej, mislim, jaz ti povem podatke, ki sem jih jaz zasledil, ja. Dodajam, da so stari, ne? Ja. Če bi iz tega podatkovnega paketa izločil neopredeljene, bi rekel, da približno 2/3 vprašanih z stališčem je bilo novembra lani priznanju Palestine naklonjenih, ampak to je, ponavljam, novembra lani, Ja. verjetno so se te številke precej dvignile in ne, če bi mi imeli zahtevani posvetovalni referendum o priznanju Palestine, bi si jaz upal trditi, da bi imeli
približno 75% za, 25% proti. Ne? No, in zdaj to bistveno vprašanje, upam, da niso še kaj v volilnem molku, zanesljivo še nismo, ne? A so že v volilnem molku glede volitev evropskih? Ne še, ne? Ne, so v molilnem volku. No, ok, dobro, ampak govorijo na splošno. Zakaj bi Janša ob vseh teh podatkih, ne, ko greš pogledat, ne vem, jaz TikToka, pa teh stvari nimam, ampak ti recimo imaš neke kratke posnetke, ki si ti tam vsiljuje, noter se kar vsiljujejo dve politične vsebini. Ena je družinsko življenje Donalda Trumpa, drugo je pa volilna lista Janeza Janše in SDS. Ne. Skratka, motivacija je visoka, kampanja je na vrhuncu, želja je velika. Zakaj bi se nekdo tako, bom rekel, zoperstavil tako jasnemu javnemu mnenju? Tega pa ne razumem. A je nekomu kaj dolžan? Tam toliko neko vprašanje, preden gre v tehnikalije, kaj se je zgodilo. Ali je nekomu nekaj dolžan? Ne? Kako je mogoče, da v nekem vprašanju, ki v bistvu ne bi smelo tangirati notranjega politika v neki zelo oddaljeni zadevi, ki je načelnega značaja, kazati tako visoko motivacijo in privrženost skrajno desnemu izraelskemu režimu? Ne razumem, res ne. Mislim, to ni evropska politika. Ne? To je vendar že izven konteksta Evropske unije. Ne? Tako kot jaz razumem pač trende v evropski politiki, ne, je prevladujoča drža evropskih držav priznanju Palestine do neke mere naklonjena, s dodatkom, ko bodo razmere za to zrele. Ne. Po drugi strani, ne, pa praktično težko najdeti zahodno državo, ki ne bi ponavljala formule dveh držav. Ne. Se pravi, začenši z Washingtonom, ne, formula dveh držav. Zdaj, tukaj je v resnici logična izpeljava, če formulo dveh držav jemljemo resno, se pravi izraelske in palestinske države, potem je treba tudi palestinsko državo priznati in pomagati, da se institucionalno vzpostavi, ne? To, kar je zdaj, so ruševine. Ne, poglej, imava pač, recimo temu, zrelo, čeprav ni zrelo, ampak za argument, za potrebe argumenta, recimo zrelo parlamentarno demokracijo slovensko, si pač opozicijska močna stranka, ne? Potem se ne vržeš na trebuh ali pa na glavo v prazen bazen, ampak preprosto ali glasuješ proti, ali utemeliš, se vzdržiš, nekaj narediš, skratka jasno pokažeš, da se ne strinjaš s tem, ne? Ampak da pa delaš take manevre, ne? Se pravi, da obstruiraš, greš ven, vložiš proti predlog, oziroma vložiš predlog za poizvedovali referendum v trenutku, ko veš, da ga ne moreš nikoli zmagati. Ne? Tega pa ne razumem. A ti razumeš to? Tisto, kar jaz razumem, je, ne, da je Izrael soočen z naraščajočim pritiskom mednarodne skupnosti, da en delček tega pritiska mednarodne skupnosti predstavlja tudi Slovenija, da mednarodno priznanje Palestine znotraj tega slovenskega pritiska predstavlja pomemben element in da gre za manever amortiziranja pritiska ene mičkene enote, ki se reče Slovenija, pravi ene enote, ki je del Evropske unije, in drugo je del NATO, kar ni zanemarljivo. Ne? Mislim, vse to tudi razumem, ampak ne razumem pa tega, odkot taka intimna afekcija, ne? Ker ti moraš imeti intimen odnos, da kažeš tako močna čustva ob teh stvareh. Da kažeš tako močno zavezanost preprečiti. To je intimno. To se dogaja nekaj intimnega, z nekom si bil v posteli. Ne? A veš, to je tisto, kar se mi zdi. Jaz razumem vse te lobijske argumente, NATO, se pravi vojaška industrija, vse to razumem. Ne? Ja. Tukaj se nekaj zgodi, nekaj intimnega. V preteklosti se je moglo zgoditi, ne v prihodnosti. Ne vem, to dam na mizo za razmislek. Ne? Ta tehnikalija, recimo, da daš, se pravi, greš, naenkrat je Janez Janša postal najbolj vnet privrženec pravne države. Včeraj se je to videlo. Ja. Naenkrat je on rekel, da je procedura mati demokracije. Ne? Kar je res, ja. Tukaj nimamo kaj oporekati, ampak recimo on je
vladal z odloki vse čas. Ne? On je kršil proces, se spomniš, ko je vladal. Vladal z odloki in je v bistvu 2 leti ali pa 1 leto vsaj bypassal parlament in tako naprej. Kje je bila tukaj procedura pa mati demokracije? Nikjer. Se pravi, on se požvižga na to. Ne? Ja, mislim, da je teza, ki je on, trditev, ki jo je dal na mizo, je, da odločitev, da se o referendumu odloča nemudoma, ne, da je to protiustavno, protizakonito, proti poslovniku in proti parlamentarni praksi. Ja. Ustava ne določa detajlov izvedbe posvetovalnega referenduma, pač pa je to materija urejena v parlamentarnem poslovniku in pač do neke mere je povezana s parlamentarno prakso. Do zdaj je v resnici veljalo, da se v primeru, da je zahteva za posvetovalni referendum oziroma predlog za posvetovalni referendum vložen, da se potem 30 dni počaka. Kar je pa zanimivo, je pa pravzaprav, kaj v resnici piše v poslovniku, pa mi jaz prebral, ti už pa tolmačil. To pravi, postopki v zvezi z referendumom, 184. člen, predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Jaz ta najkasneje razumem kot da 30 dni ali manj. Ja, to, kar si mi prebral, je skoraj da onkraj dvoma, da je to od do. Od trenutka pa do 30 dni, več pa ne več. Zdaj tako, da ta člen, ki sem ga bral, je v resnici napisan precej malomarno, nemarno, manj razumljivo, kot bi lahko bilo. Zdaj je tako, da ko je tekst nejasen, se je treba vprašati, kaj je intenca teksta. Kaj je intenca poslovniškega določila. Včasih smo že imeli te spore, v katere se tudi filozofi običajno vmešajo. Namreč, ali lahko formo povozimo za to, da sprocesiramo neko vsebino. Ali je včasih treba majhno stran pogledati pri formi, da sprocesiramo vsebino. Jaz tej revolucionarni ideji nisem naklonjen. Jaz tudi ne. In na začetku je bilo videti, da gre tukaj natanko za to. Se pravi, revolucionarno povozimo. Ja, ker je včeraj pač predsednica državnega zbora Klakočar Zupančič pojasnjevala, jaz tega nisem poznal, nisem pogledal še, ampak sem rekel, Janša goljufa, ampak ima pa prav, ker če on pravi, da je treba procedure dosledno spoštovati, v tem ima prav. Je sicer prvak v dvoličnosti, v zahrbtnosti, v političnem manipuliranju, v izpraznenju vsebine iz forme in tako naprej, ampak v moderni državi je pač forma, tako rekoč kantovsko gledano, enako vsebina. Ampak vsebina mora biti ne samo dobroverna, ampak mora dejansko sovpadati z formo na platformi obče veljavnosti in tako naprej. Skratka, ne moreš, je bil Kant mogoče v tem smislu majhen naiven, eni pravijo, da ne, ampak on v tem sigurno ni predvideval zahrbtnosti, dvoličnosti, šahovske igre z slabimi nameni in tako naprej. On je to v idealno shemo postavil. Ja. Ampak to, kar si ti zdaj prebral, pač v tem členu, najkasneje, ta najkasneje pa v bistvu ne pušča dvoma, da je časovni okvir od do, se pravi, ne več kot toliko, lahko pa kadarkoli dotlej. Se pravi, in če zdaj razumem, to ni protiustavno, tako kot je Janša rekel, to ni protizakonito, kot je Janša rekel. Ni ustavna materija. Ni ustavna materija, ni protizakonito v enem primeru. Edino, na kar lahko pač obesi svoj argument, da in ga tudi je pa, da to ni skladno z dosedanjo parlamentarno prakso. Ampak je to zavezujoče? Najbrž ne. Dosedanja parlamentarna praksa. Možna je tudi interpretacija, da je bila dosedanja parlamentarna praksa morda napačna. Ja, pa morda naklonjena točno za zlorabo. Zdaj je pa tako, pač, da ob dvomu, pač kaj pravzaprav tukaj piše, se treba, kot sem rekel, vprašati o intenciji. Intencija je pa ta, da neka pobuda,
ki je vložena v parlamentarno proceduro, ne ostane v predalu dalj kot 30 dni. Lahko pa ostane manj kot 30 dni. Ne? Ja. In to, ne, zdaj, seveda, možnosti, ne, da bi vladajoča koalicija zavlačevala z tem, da nekaj da na dnevni red, so s tem omejene. Zavlačevanje zaradi 30-dnevnega roka ni možno, ne, je pa možno, da se to izvede hitreje. Ne. Poskušava preigrati, kaj je Janša za to svojo potezo pridobil oziroma izgublja. Ne. Vtis je, ne, kot da je v tej igri dobil pač šahmat, ne, oziroma da je prišel najmanj v pad pozicijo, iz katere ne koristi ne more izvleči, lahko pa z vsako naslednjo potezo poslabšuje svoj položaj. Ne. Tak vtis imam. Ne. In očitno se je vladajoča garnitura na to zelo dobro pripravila. Ne. Očitno so imeli vse te scenarije preigrani, zlasti po tem dvojnem manevru, da je najprej umaknil svoj predlog po referendumu, da ga je ponovno vložil. Kaj ste ga hotel doseči? Janša, govorim. Kaj hotel s tem doseči? Kaj mi upal, da bo dosegel? Odložitev odločitve. To. Za par dni, za en teden, za en mesec. Ali pa en mesec. Ne. Ja. To mi je bila osnovna ideja. Ne? Tako, ne. Ja, a on zdaj lahko legitimnosti ne, ampak ali on lahko zdaj spodbije, kje je legalnost tega, kar se včeraj zgodilo. Verjetno obstaja inštanca, na kateri se da problematizirati legalnost parlamentarne odločitve. Jaz sem premalo pravnika, da bi vedel, na katero inštanco se to lahko pritožiš, ne? Na katero inštanco se pritožiš ob domnevi, da je bila procedura kršena. Je pa, jaz mislim, da besedilo, ki sva ga prej probala skupaj razumeti, takšno, da to dejanje, ki je bilo včeraj v Državnem zboru izvedeno, omogoča, dopušča in da tukaj ne bo dvomov, ali je šlo za kršitev poslovnika. No, pa recimo, če bi dvomili v končni fazi, teoretično gledano, jaz se strinjam, da verjetno ne bo. Ampak če bi obveljali, ne, kaj se na koncu zgodi? Samo še enkrat potrdijo isto stvar. Tako. In kaj je razlika? Praktično ni. Ne? Mislim, politični manever Janšov mi tudi v zadnji interpretaciji ni razumljiv. Dobro, on je rekel, da je treba pač stvari pustiti toliko delež, da bodo najbolj ugoden trenutek. Ampak to mantro poslušamo že leta. Ne? Leta in leta je bila to mantra. Ne? Da je treba... Mislim, to so ti paradoksi, veš, da trenutek ni pravi do točke, ko je prepozno. Ja, bo zdi si, ko je prepozno, ali pa če pač narediš korak v neznano, ne? Greva v drugi temi. Pejva. Zdravstvo morava reči par besed še o tem in tvoj komentar o najavi predsednika vlade, da bo vlada razmejila službe v javnem in zasebnem sektorju, ko gre za zdravnike. Se pravi, Robert Golob napoveduje konec teh dvojnih statusov zdravnikov, ki so do zdaj omogočali službovanje v javnih zdravstvenih inštitucijah, hkrati ali pa popoldne pa tudi v zasebnih. Ja, jaz sem kar nekaj dni to premišljal, moram povedati, ne. In nisem vedel, kaj naj si točno mislim o tem dejanju, in potem sem kakšen telefon obrnil, da sem poskušal dobiti interpretacijo tistih, ki vedo precej več od mene in tako naprej. A na koncu se nekako pač nagibam k temu, da to ni slabo dejanje, mislim, da to dejanje je pravilno dejanje v pravo smer. Z dvema pridržkoma, ki to nista. No. Prvo je ta, zakaj šele sedaj, ne, po tolkem času, ne, ker tisto, ne, kar je Golob v enem od intervjujev povedal, da tako rekoč
Loredan nekako pokuril 200 milijonov, ne, in čas zapravljen in tako naprej. Kdo je bil njegov šef, kdo ga je nastavil, kdo je bil opozorjen od prvega dne za to. Ne. To me je navdal z nekim nezaupanjem. Ne. Kaj imaš pa zdaj za bregom spet, ne. Kaj se pa dogaja. Ne. In drug pomislek, ne, ki pa mislim, da je tudi podoben pri Glasu ljudstva. Glas ljudstva recimo je letalonosilka, ki je v bistvu to tezo, ne, ves čas nosila in jo nosila edina, ne, tako rekoč na javni sceni, ne, da je treba jasno razločiti dvoživkarstvo se pravi zasebno od javnega zdravstva in da je to treba radikalno in uveljaviti, ne, se pravi tukaj je treba dati priznanje Glasu ljudstva, ne, in pa Golobu, da je končno ta argument uvidel, ne. Ampak pridržek drugi pa je ta, ne, ali bo Golob, ne, zdaj tistim zdravnikom, oziroma tistim direktorjem javnih zavodov, ne, ki so zdaj ustvarjali ta problem in ga omogočili, pravzaprav naložil, da ne ga rešujejo. Ne. Tukaj bi pa jaz imel rahle dvome. Se pravi, jaz mislim, da bi tukaj, nekateri pravijo, da je to poteza, ki dejansko je revolucionarna in recimo temu, da je prva prebojna v politiki Roberta Goloba in za to mizo so že povedala, da na reformi zdravstva njegov mandat stoji ali pade in njegova politična karijera z njim tudi. Ne. Se ne strinjam s tabo, da gre za potezo. Jaz mislim, da gre za najavljeno potezo. Poteza se še mora zgoditi. Ja, lej, to je moj strah. Ampak mislim, da poti nazaj ni tako. Če tako pogledam, enkrat prideš s tako najavo, ne, poti nazaj ni tako, kot s Palestino, poti nazaj očitno ni bilo. In če on tega ne bo spelo, je politično mrtev. To mu mora biti jasno. Ne. Ampak recimo, ne, da ne bo ta stvar zvodenela potem pa v izvedbi, ne, ker veš, zdaj imaš te zelo močne zdravniško-zbornične lobije in podkupljenih interpretov in tako naprej, ne, ki preprosto pravijo, zdravstvo se bo zrušilo, ne vem, kaj se bo zrušilo. Če ne bomo omogočali, po domač povedati, če ne bomo zadovoljili apetita zdravnikov, ki hočejo imeti več denarja, ki hočejo imeti dvojne ali trojne plače, ki hočejo imeti svoje SP-je, ki hočejo imeti ne vem kaj vse, potem se bo zdravstvo zrušilo. Tukaj rabaš nekaj poguma, da preprosto presekaš, pa rečeš, pa ne se, pa kaj pol, ne. Tisti, ki hočejo biti avtomehaniki, ne si odprejo avtomehanične delavnice in ne popravljajo avtomobile. Lepo, ne. Tisti, zobozdravstvo nam že kaže, ne, to klavrno podobo, kjer lahko prideš samo še z denarnico, drugače si pa praktično odpisan. Čakalne dobe so 2 leti, ne, tako, za redne preglede. Skratka, sramota, popolna sramota. In če mislijo, pač, da se to lahko ponovi v širokem javnem zdravstvu, potem je treba potegniti radikalno potezo in presekati. Ne. No in zato, ker Golob zdaj kaže, kot da bo presekal, kot da bo naredil revolucijo. Mislim, da je celo to besedo enkrat uporabil. Ne. Ampak potem mora to res speljati, ne pa potem izklicati ljudi, ki so del problema, da jim naložiti, tako kot se je delalo, naj se več ne dela, otroci naj ne bodo lačni in v Gazi naj se dovolijo konvoji. To je premalo. Treba je to speljati. To je treba narediti. Ampak kljub vsemu se mi pa zdi, no, da je na mestu ugotoviti, tako izrisati pomen te najave in tega dejanja. Jaz mislim, da je to pravilna poteza. Dobro, kolega Markeš, hvala za tokrat. Spremljava obe tematiki še naprej. Se v sredo vidimo. Hvala. Drži.